Rak želodca ostaja v svetovnem merilu velik javnozdravstveni izziv. V Evropi obstajajo znatne geografske razlike v incidenci raka želodca, ki je kar v 89% posledica okužbe s Helicobacter pylori. Danes je z nami profesor dr. Bojan Tepeš, s katerim bomo govorili o raku želodca, o bakteriji Helicobacter pylori in o strategijah testiranja in zdravljenja te okužbe. Pozdravljeni. Pozdravljena. Nam lahko za začetek poveste nekaj več o bakteriji Helicobacter pylori, se pravi, kakšni so znaki oziroma simptomi okužbe in zakaj je tako pomembno pravočasno odkritje? Bakterija Helicobacter pylori je po gramonegativna bakterija, ki se je v zgodovini sobivanja z človekom zelo dobro prilagodila na življenje v človeškem želodcu. Glede na raziskave človeških mumij verjamemo, da je ta bakterija v želodcu ljudi vsaj 40.000 let. Iz te prilagoditve izhaja, da je bakterija tista, ki povzroča sicer vnetje želodca in zaradi želodčnih presnovnih sokov in celic, s katerimi se hrani, lahko živi, vendar pa ne ustvarja težav, vsaj pri večini okuženih ne. To je tudi razlog, zakaj je vsaj 80% vseh ljudi, ki so danes okuženi s to bakterijo, asimptomatskih, torej nimajo nobenih težav. Približno 20% ljudi pa bo enkrat v življenju zaradi te okužbe zbolelo bodisi za razjedo, lahko želodca, lahko dvanajstnika, lahko samo za neulkusno dispepsijo. In te bolezenske spremembe se pa v glavnem kažejo kot neke bolečine v zgornjem delu trebuha, občutek pekoče bolečine, občutek nelagodja po jedi, tiščanja, zgodne sitosti. Kadar gre za razjede, takrat je bolečina pri razjedi želodca izrazita kmalu po zaužitju hrane. Če gre za razjedo dvanajstnika, pa se simptomi začnejo tako nekje 1,5 do 3 ure po jedi. Danes vemo, da je to najpogostejša okužba pri vseh ljudeh. Za Slovenijo imamo podatek, da je okuženih 25% vseh državljanov države Slovenije. Torej, na kakšne načine pa poteka testiranje na okužbo in kakšna je zanesljivost teh testiranj? Danes imamo več metod, več načinov testiranja, ki jih v grobem lahko delimo na tiste, ki so neinvazivne, torej kjer za samo testiranje ne potrebujemo gastroskopijo, in tiste preiskavne metode, ki so invazivne, kjer za dokaz bakterijske okužbe potrebujemo gastroskopijo. Seveda so ljudem bolj prijazne tiste neinvazivne in med te sodi serologija, kjer določamo protitelesa proti helikobakteru iz seruma, iz krvi. Druga metoda je določanje antigena Helicobacter pylori v blatu. To je metoda, ki se dela bodisi z poli- ali monoklonalno metodo. Poliklonalna tehnika je nezanesljiva, monoklonalna je bolj zanesljiva in se približuje pri osnovni diagnozi natančnosti ureadihalnega testa, vendar je bistveno manj natančna pri ugotavljanju uspehov zdravljenja, ko se lahko zgodi, da je zelo malo bakterij v želodcu in za testiranje uspeha zdravljenja potrebujemo najboljšo metodo. In najboljša metoda je ureadihalni test, ki ima senzitivnost in specifičnost preko 98%. To je najbolj natančen test, mi mu pravimo zlati standard in se uporablja tudi v vseh raziskavah zdravljenja in drugih raziskavah povezanih s Helicobacter pylori okužbo. Ta test je relativno enostaven, bolnik izdiha zrak iz pljuč v 2 epruveti, popije testni obrok, kar izgleda približno tako, kot bi popil eno oranžado, in potem pol ure potem piha še enkrat v 2 epruveti in aparat ugotavlja razliko v ogljiku 13 v drugem delu, to se pravi v drugih 2 epruvetah, in pribitek več kot 4 tisočinke ogljika 13 v drugem izdihanem zraku predstavlja pozitivni izvid. Kakšna je pa potem zanesljivost oziroma smiselnost tudi pri testih iz lekarn?
Ja, testi iz lekarn obstajajo, seveda različne vrste, eni na bazi krvi, eni na bazi blata, vendar so žal ti testi zelo nezanesljivi, tako da jih v strokovnih priporočilih odsvetujemo. Njihova natančnost je tu nekje 60 do 70% in zaradi tega so neprimerni. Kaj pa sploh povzroča ta nastanek bakterije? Zakaj nastane in lahko na kakšen način poskrbimo tudi mi za preventivo? Ja, torej večina vseh okužb se zgodi tam nekje do 8. 12. leta starosti. Pri nas v razvitem svetu v Evropi je najpogostejši prenos znotraj družine in predvsem prenos iz mame na otroka. Drugače pa je zelo pogost tudi fekalno-oralni način okužbe, to se pravi, da se bodisi z oporečno vodo ali z oporečnim sadjem oziroma zelenjavo ta bakterija lahko prenaša med ljudmi. Ta način prenosa je nekje bolj pomemben v tistih delih sveta, kjer nimajo ustrezne pitne vode in ustreznih sanitarnih pogojev za življenje. Včasih so se lahko bakterijske okužbe prenašale tudi primerih kakšnih medicinskih posegov, kjer je lahko prišlo do kontaminacije inštrumentov in če so se potem neustrezno razkuževali, so se lahko prenašale te okužbe na druge paciente, vendar tega že več desetletij ni, vsaj v razvitem svetu ni, zaradi tega, ker imamo stroge pogoje sterilizacije vseh inštrumentov oziroma uporabljamo inštrumente za enkratno uporabo, tako da ta prenos danes več ni možen, vsaj v razvitem delu sveta ne. Se pravi, to je tudi nek način preventive, se pravi z nekimi higienskimi tudi navadami. Zdaj, s čistimi higienskimi navadami veliko ne moremo si pomagati, kolikor je onesnažena voda ali onesnažena hrana ali na primer pozitivna mama pomaga prežvečiti hrano otroku in mu jo da žličko, potem tu neka dodatna higiena ne igra bistvene vloge. Tako da prevalenca okužbe nekje korelira z nivojem higiene in z ekonomskim nivojem standardom življenja v svetu. Tako da danes vemo, da razvite države sveta imajo manjši procent okužbe, medtem ko nerazviti deli sveta, tam je pa praktično okuženih lahko tudi 90% vse populacije. Kako se pa potem to bakterijo zdravi? Tudi nekako v relaciji do odpornosti na antibiotike in tako? Ja, torej danes po naših priporočilih, zadnja priporočila Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo so bile izdana 2018 in tudi po evropskih oziroma svetovnih priporočilih je potrebno zdraviti vsakega, ki okužbo ima. Zaradi tega, ker okužba s Helicobacter pylori, kljub temu, da pri večini ne dela nobenih težav, povzroča na sluznici želodca aktivni kronični gastritis, torej eno kronično vnetje. In mi vemo, da različne vrste kroničnih vnetij, naprimer vnetij jeter z B ali C hepatitisom, torej človeški papilomavirus v primeru sprememb na materničnem vratu ali pa okužba s Helicobacter pylori, predstavlja potencialno eno kronično vnetje, ki se lahko tudi konča z rakom prizadetega organa. Danes govorimo, da približno slabih 16% vseh rakov je povzročenih z kroničnimi okužbami in bi se teoretično ti raki dali preprečiti, kolikor bi seveda mi odkrili vse okužene. To pa je relativno velik problem. Ampak če enkrat okužbo najdemo pri bolniku, torej okužbo s Helicobacter pylori, je 100% potrebno, da se ta okužba zdravi in da se tudi kontrolira uspeh zdravljenja, tako da s tem, ko nekoga ozdravimo te okužbe, bistveno zmanjšamo tveganje za nastanek raka na želodcu, pa seveda bistveno tudi zmanjšamo možnost za nastanek razjed na želodcu in dvanajstniku in še nekaterih drugih redkejših bolezni, ki jih okužba prinaša. Pa so veliko možnosti, da bi se potem dejansko ta bakterija ponovila, ali se potem s tem, kako uspešno je pol to zdravljenje? Ja, tudi to je zelo dobro vprašanje.
Torej, pri nas v Sloveniji je možnost ponovne okužbe 0,5%, to se pravi izredno majhna. Vendar, če bi nekdo, ki je ozdravljen te okužbe, se preselil nekam v Latinsko Ameriko, v Afriko ali pa kakšen drugi nerazvit del sveta in tam živel in tam jedel tako kot domačini, bi se verjetno relativno hitro ponovno okužil. Trenutno v Mariboru poteka tudi presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori, ki jo izvaja zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. Kakšen je pa namen te raziskave in kdo je vključen vanjo? Ja, torej moram reči, ali pa lahko se pohvalimo, da smo na NIJZ-ju skupaj z zdravstvenim domom Maribor uspeli z zunanjimi partnerji, z širšim konzorcijem, uspeli v prijavi na razpis, ki ga je razpisala Evropska komisija za raziskavo. Ta naš konzorcij se imenuje Eurohelican in slovenski del raziskave se izvaja v zdravstvenem domu Maribor. Zdaj, pri tej raziskavi želimo ugotoviti več stvari. Najprej, koliko prebivalcev starih 30 do 34 let na področju zdravstvenega doma Maribor je okuženih s to bakterijo. Potem želimo ugotoviti, kakšen procent prebivalcev se bo odzval na povabilo na to testiranje, to je zelo pomembno in želimo si, da bi se čim več ljudi, če ne že vsi, ki bodo vabljeni, odzvali. Pričakujemo, da v tej starosti ne bo več kot 20% vabljenih pozitivnih na bakterijsko okužbo s Helicobacter pylori. V tej raziskavi pač bomo iskali bakterijo dvostopenjsko, torej najprej bomo vsem vabljenim naredili testiranje na IgG protitelesa v krvi in vkolikor bo ta test pozitiven, bomo aktivno okužbo, trenutno okužbo želodca potrjevali z ureja-dihalnim testom. In vsi, ki bodo imeli pozitiven ureja-dihalni test, bodo povabljeni k zdravljenju te okužbe. Tak pristop smo se izbrali predvsem zaradi tega, ker je to stroškovno najbolj učinkovit pristop in tudi najcenejši, saj je serologija bistveno cenejša kot pa sam dihalni test. Mogoče za konec še, kaj pa za ostale, ki bi se želeli testirati oziroma imajo mogoče kakšne simptome okužbe, kam naj se pa tisti obrnejo? Ja, vsem, ki pa imajo simptome, o katerih so na začetku govorila, torej neko tiščanje v trebuhu, bolečine v zgornjem delu trebuha, napihovanje, zgodno sitost in podobno. Tem bi seveda svetoval, da obiščejo svojega družinskega zdravnika. Zdaj po novih priporočilih Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo mlajše od 35 let lahko družinski specialist družinske medicine napoti na ureja-dihalni test in kolikor je test pozitiven, začne zdravljenje in potem kontrolira uspeh zdravljenja. Če pa ima nekdo takšne težave, pa je starejši od 35-40 let, takrat pa svetujemo, da najprej obišče gastroenterologa oziroma opravi gastroskopijo, saj imamo v Sloveniji začetek pojavnosti raka na želodcu že po starosti 40 let in moramo pri starejših, ki se jim ti simptomi pojavijo prvič v življenju, moramo biti nekoliko bolj previdni. Vendar, kot že rečeno, ti, ki imajo težave, bojo verjetno prišli do pregleda, do diagnoze in tudi do zdravljenja. Nas v tem programu in sploh v želji po preprečevanju možnosti nastanka raka na želodcu skrbi predvsem to, kaj narediti s tistimi prebivalci Slovenije, ki imajo okužbo, pa ne vedo, da imajo okužbo in nimajo nobenih težav. Za te pa je namenjen ta program, ki ga izvajamo pod imenom Eurohelican v zdravstvenem domu Maribor in upamo, da v nekaj letih, ko bomo zbrali zadosti dokazov, kako je potrebno tak program pripraviti in voditi, da bomo sposobni med prvimi v Evropi uvesti tak nacionalni program presejanja na okužbo in zdravljenje okužbe s ciljem preprečevanja raka na želodcu. Da tak program in tak način zdravljenja in pristopa učinkuje, pa imamo že zadosti dokazov iz številnih kliničnih raziskav. Odlično, najlepša hvala, pa veliko uspeha. Hvala tudi vam za povabilo. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. Z vami sem bila Alja.
Več informacij o raku na želodcu in o projektu Eurohelicam pa lahko najdete tudi na spletni strani www.njz.si. Pa do prihodnjič!